Trening borilnih veščin? O ne, takole se ogrevajo mladi improvizatorji, da se lahko posvetijo igri, ki pa ni povsem enaka igri v klasičnem gledališču. V klasičnem gledališču tako dobiš besedilo, nauči se na pamet in zaigraj, ne? Kako te piše. Tukaj v bistvu improviziraš, kako se tebi zdi, daš nove ideje, tako. Nastopamo brez teksta, si izmišljujemo in nam gledalci dajo prizore za različne igre. Mladi se na vajah pod mentorstvom in na odru posvetijo različnim disciplinam, torej igram, ki imajo vsaka svoja pravila, v okviru katerih mladi improvizirajo. Disciplin je ogromno, ena od njih pa je tudi Pri tej disciplini se mladi igralci prelevijo v novinarje in voditelje, njihove značaje in vsebino novic pa določi občinstvo. Občinstvo je tudi sicer pomembno, včasih se celo kdo znajde na odru, najpomembneje pa je, da se publika odziva na duhovito ali pa tragično odrsko dogajanje. Da vidimo, da uživajo v tem, da nam lahko pomagajo, da uživajo v celotni predstavi. Improvizacijsko gledališče so poznali že v času pred našim štetjem, njegove veščine pa ne pridejo prav le na odru. Improvizacija ti lahko pride prav tudi v normalnem življenju, med spraševanjem, med testi, ker ne veš, kako bi stavko oblikoval. Nisem vedel, ko ničesar v žabi, potem sem se spomnil na risanke in sem vse očitne stvari opisal in sem dobil potem 5. Improvizacija je torej ključna in večna, poleg tega pa se mladi igralci naučijo še sodelovanja in uživajo v druženju.